To sem mešal, pa šel en mesec v Breg se zaganjati, pa se odločil, da grem pa v Ljubljano na 42, pa z 2 meseca probo nekaj narediti. In se spomnim, aprila je bil tek pod Kriško goro, do Gojzda, ne. To je bil moj prvi tek, ki sem ga šel tekmovalno odlaufati, pa ni bilo slabo, no, tako. Tempo tek je 10, 12, 14 km, to me je dal ful. To sem pač iz tega sem ven prišel močen, dobiš itak vzdržljivost, a ne. Ingebrigt sem laufal, Jurija pa pol, Varholen, kaj 400 laufal, pa ko sta oba dva zmagala. Kakšna energija je to na stadionu. Jaz sem laufal z navadenmu pa s karbonom isti cajt polovičko recimo, tako da če nisi preštiman, vselih, kva imaš. Drage dame, dragi gospodje, spoštovani in spoštovane, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Zagret za tek. Jaz sem Marko Roblek, z mano pa danes gorenjska pušica, človek, ki ima več zmag kot imate vi nastopov na tekaških prireditvah, Uroš Rozman. Živijo, Uroš. Živijo, kaj zdaj? Kje ti si drugače z Loma pod Storžičem, drži? Ja? Zvoma. Zvoma. Kje si? Zvoma pod Štorcem. To je na drugi strani Storžiča, kot sem jaz, evo, tako, recimo, ne, v bistvu sem način soseda, ne, Storžič gledava samo vsak z različne strani, ti z severa, jaz z juga. Kje zdaj živiš pravzaprav? Trenutno sem v Sebinah, na toj strani Štorca. Mislim, kako pač si kot človek, ki je živel v drugi strani Storžiča, potem se zdaj navadil na to dolinsko stran, kako bi temu rekel? Nisem se še ful navadil, no, tako. Itak je plan, da grem nazaj gor, mislim, tako da na uno stran Štorca, tako da se tudi ne smem preveč navaditi, no. Je pa tako, prednost je, da sem majhno bolj naravnem, malo bolj na sonc, da je sej. Je tudi tole nekaj pomeni. Ampak Lom pod Storžičem ima svoj čar za tiste, ki ste tam pač rojeni, vzgojeni in tako naprej. Je, kljub temu, da praviš, da je to senčna stran, ampak je nekaj, kar te vleče pač nazaj. Če si tam doma, pač tam hočeš obstati. Ja, itak, pač nekaj ima. Če drugega ne, v moji zgodovini, en kup dobre zime včasih, to te vleče malo nazaj, ker pač več možnosti snega, na severna stena Štorca, pač pa planina Javornik za turno smučarijo in take stvari, pač to te vleče nazaj, itak. Navada se, od otroštva se navadaš in stvari in pol pač je to kar fajn skozi malo še naprej imeti, pa uživati, pa tako. Mislim, mene, vse še zmeri, ko grem, pa ne grem velikrat na zunaj strani, z doma pod Storžičem gor, recimo čez Žrelo ali pa tam na Storžič, pa pol se nazaj vračam, recimo čez Škarjev rob, pa potem se ustavim pri tistih znamenitih obeležjih, tudi preminulih, pač v reku in alpinistov in hribovcev, ki so tam gor, pa kje druge pustili življenje. Storžič je vendarle kar nevarna gora, posebej na tej tvoji strani, drži? Oziroma taka, pač nevarna oziroma krušljiva je, no. Ta plezalen del Kramarca pa tole je kar krušljiv in marsikakšnega tudi to že nesem, no, gor, nažalost. Je kar terjal svoj davek, konc Storžica. Si ti tudi to vse preplezal v vseh letnih časih, pa to si te vrste tič, da si to svojo goro obdelal na vse načine? Ne, preplezal nisem, dobro, smo kaj lezali, tako kot otroci, tam bolj da ne, pa ne. Je pa tako, pač zgodba v plezariji pri meni je malo taka malo drugačna. Moj sosed v bistvu je plezal, se pravi, od mojega potra bratranca, ne. On se je ponesrečil 91. v Himalaj in pa se je to malo plezarija pa nam kar malo tako ustavila, no. Nismo bili prav več porajžni oziroma morebiti tudi doma niso bili glih navdušeni, če bi kdo rekel, da jaz bom pa začel plezati tamle gora, ne. Tako da nismo bili toliko, no, mi smo bolj smučali, nismo bili bolj smučarski folk, tako da smučanje praviš bolj turnega značaja, ne toliko na smučiščih ali pač? Ne, tudi smučišče. Zdaj, ne vem, verjetno to ne poznaš, a ne, ker moj najljubši šport je še zmeraj alpsko smučanje. Ja, povej več, Uroš, o tem. Ja. Ker jaz sem v bistvu kot majhen oziroma
skoraj prej sem znal smučati, kot hoditi. Sem smučal, tako da ke do male šole sem bil tudi v tržiškem smučarskem klubu. Nisem bil sicer glih izgleda v dobrih odnosih s ostalimi smučarji, nisem hotel več hoditi, pa so me ven izpisali. Ampak ja, smučarijo sem oboževal od majhnega, je še zdaj, tako da ja, precej sem presmučal, svoj cajt sem tudi učil smučarijo, pač otroke naredil ta tečaj za učitelja smučanja. V cajta osnovne šole sem bil na smučišču tako non-stop, ko šudam, torba je letela za peč, Ancere gor, k sosedki je bil še en smučišče, to smo drgnili dan in dan. Res tako, ful dobro, no, tako kot otroštvo sem smučarijo izkoristil, po mojem, toliko pa in to je ostalo, ja, tako da to je bil moj prvi tisti stik s športom, pa tisti šport, ki mi je še zdaj najbolj pri srcu, no, tako da tudi probam praktično vso smučarijo, ki je po televiziji svetovni pokal pogledati, no. Res, določene tekme sploh ne zamudim, hočem videti, še kdaj moram malo na šiht malce skombinirati, tako. Tako da ja, to je to, no, kar se smučanja tiče. Spoštovane, Uroš Rozman, ime vam je znano, a ne, pa najbrž tale ne samo zvok, slika, pa tudi ta pojava, če ste bili kdaj na kakšnem primorskem gorskem teku, je bil seveda pred vami, ker je ponavadi zmagal tam, a ne. Lansko leto je namreč pokal gorskih tekov tudi dobil, dobil je še več drugih tekem, je tudi maratonec, je odličen tudi trelaš navsezadnje, vsestranski tekač pravzaprav, zaposlen je v Intersportu, tako da vam bo znal iz glave sredi noči povedati, katerih copat pač ne boste rabili kupiti, ker niso za vas, ker ste preveč za nič, recimo tudi v tej smeri. Je navdušenec, kot vidite, nad Švedsko, tudi o tem mi bo kaj povedal, kot da je smučar od glave do pete, je pravkar zaupal tudi širnemu občinstvu, pa da je tudi, ne vem, tekaški popotnik, še kakšno bo o tem rekla, vendarle, Uroš, si se pravkar vrnil iz maratona malo južneje, iz Sarajeva, je tako? Ja, res, ja, glih prejšnji teden oziroma ja, sredi tedna smo prišli nazaj s Sarajeva dol, smo šli na maraton, da ja, letošnja prva taka ekskurzija ali kva preko, no. Sarajevo si že bil na polovički, a ne, enkrat pred časom, tako. V Sarajevu nisem bil še. Ne? Ne, še nikoli. To je ja, Banja Luki. Aha. Ja, tudi sem enkrat polovičko lavfal, tako bolj ponesrečeno. V Sarajevu pa še nisem bil, ja. Zakaj Sarajevo tokrat? No, recimo, ker kar sem jaz slišal o sarajevskem maratonu, ki ga dečki v plavom organizirajo zadnjih nekaj let, pa so ga imeli v maju, zdaj predstavljen v april, da ni najlažja proga na svetu, no, pa. Ja, ni najlažja. Prvi del sicer je lahek, malo gre tudi vmes dol, pa sicer tisto, ke pač gledaš tisti graf, ke je na dol narisan, v resnici ni tako fajn na dol. Moraš še zmeraj obračati, drugi del je pa ja malo težji, se pa začne proga vzpenjati, v zadnjih 5-6 kilometrih imaš še ene par klančkov, ki ti dajo tinte piti, tako da ja, pa tudi vroče rata dol, no. Že zdaj aprila je bilo, lani, a so prejšnje leto imeli junija, konec maja, ja. Ne predstavljam, je bilo že tole kar krepko vroče, no. Kaj je bilo to čez 20 stopinj zdaj? Dober, štart je bil sicer ob 8 zjutraj, tako da to je bilo v redu, še ni bilo nekaj ful, ampak ja, ko smo prišli v drugo polovico, pa sonce, ki je začel pržigati, tisto je bilo pa ja 20 plus pa že, tako da se je kar hitro se je dvignila temperatura, pa ja. Ampak ja, od teku si pač rekel za tole progo kar odlično, 2:48 je za to progo odličen čas. S kakšnimi pač plani si šel na to dirko? Jah, tako, jaz sem planiral, oziroma ta Sarajevo sem si zamislil že lani, pač iz razloga, da poberem oziroma da grem Jugoslavijo okrog obrniti, pa odlaufam pač teh 6 glavnih mest, a ne, bivše Jugoslavije. In Sarajevo sem dal na spisek, sem rekel, ajde, tle začnem, kaj je to zdaj aprila. Pa sem se pa tudi nekaj probal pripraviti, planiral sem bolj tako tam, ne vem, 2042, ampak pa je šlo malo narobe že januarja, pa je šlo malo narobe februarja, pa mi marca ful zlaufal, pa je zdaj šlo spet malo bolj tako, na koncu je bil pač en soliden rezultat, no. Pa ja, na dan tekme oziroma v soboto sem se odločil, štartam za 2:45, pa bo kar bo. Da nekaj hodim tudi lahko, če tako. Začel si kaj s tempom 3:50, kaj še je bil? Ja, tam približno 3:50, lažji kilometri 3:48, težji 3:55. Do polovičke je kar šlo, tudi naprej še malo, pa se je proga malo dvignila, pa je začel malo popuščati. Ampak ja, sem kar dobro stisnil, tako da sem bil kar vesel v bistvu na koncu vsega.
Zdaj, kakšno, mislim, konkurenco, si šel gledati rezultate od prejšnjih let, kakšno konkurenco si pričakoval, kako si se glede na svoje konkurente pač kanil obnašati, svoj tempo pač laufati ali vseeno malo prečekirati, kaj se dogaja pred tabo, za tabo? Ja, sem itak sem malo pofircal prejšnje rezultate, tako da sem tudi vedel, da pač bojo pač nekako eni boljši, da bojo šli naprej, sem rekel, oni ne grejo, jaz jih ne bom pač preveč držal pač v svojem planu, ja. Je bilo pa tako, da zdaj jih ni bilo toliko dobrih, kot so bili pa recimo lani, tako da pol pač vse skupaj kar malo splahnelo tam boja za tiste mesta v maratonu. Jaz sem šel od štarta po svoje in to je to. No, na koncu si se pač dobro plasiral, ne, mislim, si rekel kaj, nad pričakovanji ali kako? Dobro, ja, rezultatsko po uvrstitvi nad pričakovanji, ja, v cajtu sem bil pač zadovoljen, tako da vse skupaj je bilo, ajde, dajva reči dobro. Mislim, a so te, na koncu si bil na podiju, si dobil kakšno nagrado, so radodarni s čim v Sarajevu? Ne, mislim, nič posebenega ni bilo, en tak pokalček, to je to. Pa že prej tiste vrečke s kakšnimi malenkostmi in podobno, pa mrzel pirček in to. Je po mojem tisti najbolj pasal, ker sem skozi prišel. Ni bilo nobenega čeka za 300 evrov ali pa kaj takega, kakšne finančne nagrade, to pač ni tam dol v navadi. Mislim, čez dober se kaj da dobiti, ja, ampak ni pa to toliko tlele. Mislim, Sarajevo, okej, zdaj to se pravi, to je tvoja prva balkanska zvezdica, če sem te prav razumel, ja, kar si napadel. Ja, poleg Ljubljane, ja. Zdaj boš to serijo pač obdelal v nekaj letih, imaš letos še kaj od omenjenih držav v planu za narediti? Ne vem, letos verjetno ne, no. Sicer malo me mika tam novembra, ampak kakšen maraton, ampak ja, ne vem, verjetno bom splaniral tako, da bo drug let kakšen še od teh prišel na vrsto. Eden je zdaj malo odvisen od situacije naprej, ko se bo odvil v žrebih za druge stvari, tako da mora biti drug let Beograd, pa bomo povedali. Naslednje leto je v Beogradu 40. izvedba, pa še Evropsko prvenstvo, tako da to skoraj da moraš planirati, razen če boš izžreben za London. Ne, za London se dam prijaviti. Mislim, da je še odprt, mislim, da je že zaprt tam. Po mojem, da je konc, ja. Ja, ampak ja, med 1.300.000, ja, je vseeno. Tudi če nisi, ja, ker bojo šanse tako majhne. Mislim, je skrivnost, kam si se prijavil, kjer žreb? Za polovičko v Berlin. Mislim, da. Aprila, ampak idealno, da bi šel poje lahko še maraton, sam ja, pa preveč tudi ne moramo okoli hoditi. No, zdaj pa takole se zmeniva, zdaj ti javno povem, če ne boš žreben za Berlin, ti bom jaz zrihtal eno štartnino. Ker letos smo bili v Berlinu na polovički, tudi v Pragi dan pred tem in je bilo fantastično, lahko potrdim, da tudi polovička tam, ja, je vredna svojega slovesa oziroma jo nič ne pretirajo tisti, ki jo hvalijo, da se odlično teči, zelo raven tekoč tek je to, tako da nekaj za tebe, da napadeš svoj osebni rekord, recimo, ne? Ja, to bomo probali morebiti že letos popraviti. Zdaj mi nekaj mi povejo, ne, preden greva nazaj na tvoje začetke, vseeno, ne. Ti si star, koliko, 40 let, ne? Zdaj, če gledava to tekaško sceno, so to najboljša leta, še pravzaprav še leta, prava leta, ko prideš v neko tekaško zrelost, pa hitrost nič ne popušča pri, bom rekel, tekačih nad 40, ravno obratno. Kako se ti počutiš? No, se pravi, počutiš, da lahko iz sebe iztisneš še več, da lahko postaviš osebne rekorde, da si lahko boljši, kot si bil 5-10 let nazaj? To par let je še sigurno lufta, no. Po mojemu feelingu, da se da še malo popraviti te osebne rekorde na 10-ka, 21-ka maraton, to sigurno, je kar, ja. Bolje pa tudi dosti. A to pomeni, se pravi, ti treniraš že dolg časa, ne, imaš neke pač treniške pristope, eksperimentiraš čim novim, boš na drug način treniral, boš kaj drugega uvedel, ker vendarle, boš treniral več, kaj recimo po tvojem, ki si že pač tekaški veteran, način je recept, da recimo v svojih 40-ih dosežeš svoj tekaški vrhunec? Da tako, veš, kako bo. Prva stvar, recimo, da se lotam 21-ke, prva stvar bo, da bo to šlo tako, kot se želim, bom mogel odrezati par mesecev še ostale teke, da se pravi malo manj hribov, malo manj gorskih,
pa pač ja, drgant ravnino, intervali, tempo, teki in podobne stvari, pa bo pa tudi rezultat lahko prišel. Pa na ta način mislim, da kar pride novo. Te leta itak je to številka. Hočeš reči, da se mogoče zdaj nisi toliko posvečal, rekel, tej disciplini, recimo polmaratonu, maratonu, in da imaš tukaj še zaradi tega toliko manevrskega prostora, ja? Ja, imam, ja. Ker več kot sem jaz, to sem mešal, pa šel en mesec v breg se zaganjati, pa se odločil, da grem pa v Ljubljano na 42, pa z 2 meseca probal nekaj narediti, pa s tem sta v tistih, ne vem, 2,46, 2,47 v Ljubljani, pa sem bil ves vesel, pa šel spet čez en teden nazaj v Križko se jagat. Tako da, Ampak- ja. Ampak vendarle, a ne, ti treniraš sam, a si sam treninge pač pišeš, pripravljaš, a vendarle si v klubu, si v AD Olimpik, tudi pač športno društvo Lom je pač neko tvoje matično društvo, vendarle imaš, bom rekel, okrog tudi ljudi, ki ti morda svetujejo, so ti ali pač ne. Ja, sej, pač sestavljam si sam, malo si splaniram približno, koliko pa kva. Drugače pa ja, kakšno besedo se pa da vprašati, sej Tomaž kaj lahko pove, kaj rabim doma, tudi kaj lahko vprašam, potem ima tudi izkušen juhu. Konec koncev Tržič skozi srečujem Krempla, Marjana, njega lahko kaj vprašam, če se v maratona bolj vrnklo tu. Tako da ja, se da vprašati ljudi, tako da če rabim, vprašam, kaj izvem, probam kam umestiti, pa se pač na ta način pripravim. Spremljaš tudi, bom rekel, najnovejše trende v treniranju atletskih disciplin, pa tekov na dolge proge, pa tako popularnih double threshold treningov, pa 2 na dan, pa to ne boš ti vse znano, ja? Ta itak se prebere, spremljamo zadeve, poberemo pa bolj malo tega. Hočeš reči, si pa najbrž eksperimentiral ali pač nimaš časa, da bi pač vse to vkomponiral v svoj Ne, saj plan? probal, sem marsikaj probal, tudi spomnim se, ne vem, nekaj let nazaj sem šel za en teden v Izolo, sem si vzel hotel s hruškami, sem šel v Izolo, po 2-krat na dan treniral, jedel, počival, gledal hokej po televiziji, se šel sprehajat, ne vem, 190 kilometrov v tistih 6 dneh. Pač probaš itak vse, a ne. Tako da tudi s treningi kaj, ampak ja, moram reči, da na koncu je nekaj, ki mi paše, ki mi ustreza, tisto, ki me pol tudi pripelje do kakšnega boljšega rezultata in se kar tega držim, no. Morebiti nisem teh največ potencial za ne vem koliko hitre rezultate v ravninskih tekih, ampak ja, na en svoj način pa pridem do neke, no. Opažam velikokrat, da mi kakšna stvar sploh ne ustreza in pač probam to delati, početi, ke naj bi bilo dobro, pa pri meni se na koncu pokaže, da nikamor ne pridem. Mislim, glede na to, da si tako vsestranski tekač, a ne, v gorskih tekih zmaguješ, greš na polovičko, obrneš 1:14, tudi na maratonu nisi slab, na desetkah, na trailih te je srečati, a ne, pa si tudi konkurenčen. Zdaj bi sam sebe, ne vem, znal pozicionirati, da si za kaj bolj nadarjen, v narekovajih, da ti kaj bolj leži, ali si pač tekač, tak univerzalni tekač, ki pač rad teče in se loti vsega, kar se mu postavi pred noge. Ja, to je sigurno ena stvar, da neki univerzalen tekač, ja. Mi pa ful paše oziroma odgovarja, gor dol disciplina, se pravi klasika gorskih tekov. To mi pa res ustreza, ker na dol lahko dobro spustim, kolena dobro služijo, hvala bogu, in na gor pa dokaj solidno lahko odlavfam, tako da ja, tule sem res tako, recimo najbolj lahko pokažem, no. Ali pa na kakšnih rahlo razgibanih takih, bom rekel, ravninskih, ke gre malo gor po kakšnih klancih pa malo dol. To mi tudi kar gre, no, tako da to je sigurno tisto, ke mi najbolj ustreza, pa se najbolj pokažem, sem pa ja multi, čisto, lavfam vse. Si se kdaj preizkusil, bom rekel, v teh izbirnih tekmah gor dol, pa bom rekel državnih prvenstvih, po tem najbrž si se, ja? Ja, nekaj sem lavfal, pač državna prvenstva na gor dol sem kar nekaj odlavfal, tudi na gor sem šel nekaj, izbirne so bile vmes, sicer uvrstil se nisem nikamor. Sem pa pač nekaj solidne rezultate pa dosegel, no. Enkrat se spomnim, da je bilo še na enem državcu malo šla konkurenca z Domnom Potočnikom, on je bil prvi, jaz sem bil drugi, sta bila kar vesela. En let kasneje sem še 3. mesto pobasal tudi na gor dol, malo po sreči. Lani sem bil 4. na gor dol, so bili samo ta najbolj trije spredaj.
Tako da ja, takle probamo, no, pa da Le vidimo. letos nisi šel v Kamnik, na izbirno pregledno tekmo za eno Ne, veliko nisem, pleno? ne. Sem se prijavil sicer za na vzpon, za petkovo tekmo sem se prijavil pač ono open race, izbirne pa nisem, ja, eno soboto sem delal, eno pa, ne vem, kaj je že bilo, da niti nisem utegnil, tako da sem spustil, ja, tele. Malo bi bilo žal, no, ampak ja. Mislim, zdaj ne vem, a se je reprezentanca že oblikovala, najbrž se je že, a ne, najbrž si je tudi ta izbirna tekma dala neke pač, neke indice, kdo bo tam dober. Zdaj ta konkurenca tule bo, najbrž bo tudi v open, si predstavljam, prišlo kar nekaj tekačev, ki drugače ne bi šli. Kaj meniš? Ja, sigurno, glej, saj, itak, kar se reprezentance tiče, bojo tako ali tako tisti, ki so dobri pa ki so zasluženo, bojo šli, to itak. Na tej open dirki pa tudi zna biti zanimivo, ja. Sploh če se malo več ljudi prijavi, bo kar fitno. Pa računam, da se bodo, no, tako da se bomo kaj dajali gor skozi. A si že šel po tej najbrž si že kdaj odtekel to traso, poznaš ta teren Ja, iz poznam, ja. Stahovce gor? Tam poznam, ja, sicer tekel res še nisem, sem pa samo hodil tam okoli, bo to čisto dosti, no. Morebiti se zdaj malo jaz spravim, če najdu kakšen dan, da grem še odlaufat lepo počasi, da vidim še tako malo, pa ne, pa tudi Boš šel pa če ne veš. absolutno se tule strinjam s tabo, ne, vsepovsod, če ne veš, ne boli toliko, mislim, boli glih tako, ampak če itak pozabiš, no, kakorkoli, ja, tiste najbolj grozne stvari, potem pa kakorkoli, no, vidiva se, no, jaz sem tudi se prijavil na open, ne vem, kam je bilo, a ne, trenutek slabosti, jaz sem se prijavil na to reči, sem rekel, da bom del evropskega prvenstva, mi je že žal, ampak kakorkoli, no, glej, kakšno uro za tabo bom prišel v cilj, upam, da bom prišel, malo penas okrog ust, ampak glej, bova spila pol tisto pivo, če bomo imeli tam gor, plažarji kaj na razpolago, pa počakala pač najboljše na pač na evropskem, evo, tako, evo. Tako da bo čas lažje minil. Zdaj pa, nekaj me zanima, Uroš, dajva se vrniti nazaj k tvoji smučariji. Mislim, glede na to, koliko časa si preživel na snegu, zakaj te je sneg zagrabil? Si imel talent v smučariji, a? Tule si ga pa imel, si imel kolena, boke, si imel, hitrost. Ja, zdaj za smučarijo lahko rečem, da skoraj sigurno, no, glede na zgodovino, teh Rozmanov tamle gor v je sigurno talenta nekaj v meni. Zima pa verjetno, ne vem, glej, mene, jaz, ko sem bil majhen, sem bil edini priden, če so me v mraz ven peljali z vozičkom. To nekaj je že od majhnega to zimo, no, tako da to je res tisto, ke te toliko vleče, ke ti toliko paše, ke uživaš v snegu. Tako da ja, zanimivo, da se pol sploh tak človek loti. Ja, saj to me zanima, se pravi, ti si pol, ne vem, a dokaj mlad nehal zares se s smučanjem, bom rekel, ukvarjati, trenirati ali kako? Ja, to je bilo tam do male šole, sem jaz to zaključil to zgodbo, ker pač nisem hotel hoditi več na treninge zaradi tega, ker verjetno mi je bilo preveč neroden v družbi drugih fantov tam in enostavno se nismo ujeli. Doma sem rekel: "Ne grem, nočem," in pol je bilo to to. Pač parkrat so probali, pol se je pa nehalo. Pol pa pač ja, pol je bilo pa konec. In pol si kaj športal potem tekom osnovne, srednje šole? Ja, jaz sem pač iskal sem neki šport, tako še malo probal nekaj najti, tako da sem se lotil tudi skokov. Pa Opa. sem en meseca skoke treniral, pa to smo tudi zaključili zgodbo tam, ker sem pač videl, da to ni glih zame. Koliko je tvoj osebni rekord, evo? Ne vem, na tisto se ne spomnim, samo vem, da sem imel ogromno težav v Sebinah pristati na tistih ta malih skakalnicah, ke si se enkrat ulegel med tiste smuče, sem bolj kot ne tudi tako pristal skorajda. Sem pa z alpskimi, ke smo bili otroci, pri sosedu smo skakali, tam je bila tudi ena skakalnica taka, ke so jo naredili, tam smo skakali z alpskimi, pa to kar letelo, ja, po tam 50 metrov. 50 metrov z alpskimi smučkami? Skorajda, ja. To nas hvala bogu nas noben ni videl, ker po mojem nas ušesa bi danes imela, veš kam. To je res impresiven rezultat, pa da so smučke in da je človek na njih preživel, da se ni polomil, to je torej Ja, 50 dobro, metrov. 50 nič ni bilo, blizu 40 je pa kar moglo biti, no. Mislim, vseeno zelo izjemno, ja. Veš, kako je bilo to otroci, pač včasih, to smo se jagali po tistih zmajev noter, vse špure, vse kuclje obrane, to si bil navajen, to si letel na smučah, ke Mislim, očitno si res, ja, mislim, začuda, ja, potem nisi v tem, bom rekel, smučarskem športu, kje se našel prej, kot pa a si probal kdaj tek na smučeh ali kaj takega? tudi, ja, dobro, to sem pač pol kasneje, jaz itak to pa zdaj
pozimi malo kombiniram, da ni sam suh tek, grem malo na smučke, turno tudi grem malo, to sem tudi probal. Malo sem tenis probal špilati, take stvari, no. Kdaj si zavohal pa tek pravzaprav? Atletiko, gorski tek, vse skupaj, Veš, kdaj, tek sem pa zavohal oziroma sem ga doma sem ga ovohaval. Oče je lavfal, on je lavfal takrat, to se pravi, jaz sem pa pol začel tam leta 2004 prvikrat probal oziroma okusil tek, pa sem začel lavfati in sem lavfal Gorenjski pokal, ki je takrat nastal leta 2004 in sem odlavfal pač, ne vem, 5, 6 tekem po mojem, v tistem Gorenjskem pokalu, pa sem pa konec sezone zaključil zgodbo s tekem. Ja, zakaj? Pa šola, tretjo, ni bilo časa za lavfati, preveč je bilo drugih druženj in podobno. Čeprav sem bil v bistvu tudi v šoli ful dober na šolskih tek, ne vem, 600, Jurija, Koper pa te zadeve. Ampak me ni več vlekel nazaj, da bi tekmovalno lavfal. In tudi tako nisem pol več lavfal. Do leta 2009. 5-letno pavzo si imel vmes, ja. Ampak tvoj oče je pa ves čas lavfal, če se ne motim, že prej in kasneje in on ni pa nič nehal. On je, ne vem, 95 začel lavfati, pa še danes lavfa. Je skozi lavfal, mene pa vmes takrat me je potegnilo, pa sem nehal, pa me je pa nazaj spet potegnilo. Verjetno sem malo še tako, da jim reči, še malo tisto šolsko stvar dal do konca, hkraj pa tiste žurke in podobne stvari, pa začel lavfati nazaj. No, ampak, tisto, da me tle zanima, jaz sem, korak nazaj, jaz se spomnim, nikoli ne bom pozabil, pa mislim, da tvoj oče, Aleš, tudi ne tekme na Javornik leta 99, ker sva se z ramo ob rami borila praktično do zadnjih 100 metrov, tam sem mu takrat dal par sekund, kar mi še zmeraj spomin, Zdaj on je, res je bila dobra dirka, to je bilo, ne vem, nekih 10 kilometrov, pa nekih 500 višin, taka tekaška, gorska, na planini tam je v cilj, res fajn. No, in jaz se njega spomnim, on je bil izjemen, še vedno je odličen tekač, zdaj boljši od mene, kljub temu, da so par let, kar nekaj let razlike, kakorkoli. Ampak zdaj me zanima tisto prvo leto, ko si ti prišel na Gorenjski pokal, si bil konkurenčen očetu ali si bil še daleč za njim? Ne, bil sem zadaj, ja. Sicer ne nekaj veliko, po par minut je bilo na teh tekmah, kar se spomnim. Glih zadnjič sem malo gledal te rezultate, nekaj sem še zbrskal, tako da nekaj minut sem bil zadaj, ne vem, 3-4 minute na desetki recimo, oziroma spomnim se, ki je bilo na Jezerskem v okviru sama, na 10-kilometrska. To vem, da sem lavfal 42 minut pa pol približno, on je šel pa, ne vem, 39 ali pa 40. Pa ena tekma, tistega leta v Zalmologu, tam pod Železnjakov naprej, je bila pa malo krajša, smo pa lavfali vse skupaj 12 minut, tam sem ga pa prehitel za ene 3-4 sekunde. Ko očeta prehitiš, v njegovem bazičnem športu, se ti je najbrž dobro zdelo. Zdaj, njemu po svoje tudi, ali ti je obljubil revanšo oziroma ti je rekel, ne bo šlo tako zlahka? Ja, saj, pol naslednjo sem pač bil spet zadaj. Ampak, ko si začel teči, mislim, imel si nekaj športnega vendarle v sebi, temu teku, malo pa imaš talenta, saj, ali pa kar nekaj, ja. Ne, nekega sigurno je, saj jaz, ko sem takrat pač kupil superge, spomnim se, kratke hlače, smo šli v Hervis iskat, kam že, majice za lavfati pa gasa, in jaz pač od doma sem šel lavfati, dokler je šlo v eno smer, ko sem bil zmatran, sem obrnil pa nazaj in se spomnim, aprila je bil tek pod Kriško goro, do Gojzda, To je bil moj prvi tek, ko sem ga šel tekmovalno odlavfati, pa ni bilo slabo, tako, nisem bil ne ta zadnji, nisem bil ne vem, pač tako, višji od polovice, kar je bilo za enega, ker je šel 3-4krat malo polavfati, kar v redu. Bolj mi je zanimivo to, da me ni to toliko potegnilo, da bi rekel, zdaj pa treniraj, zdaj pa drgan, veš. Šel si, probal si, videl si kar dober, ampak to ti ni nekaj kliknilo še takrat, Ne. Sicer so bili tako vsi navdušeni, prišel s teka še s kakšno medaljo, domov šel popoldne še fuzbal špilati v soboto ali pa nedeljo gor, kolega medaljo pokazal, jaz sem bil ta drugi, ta tretji kategorija,
Pa a so ti ostali, no, ali pa doma, ne vem, mogoče familija ti je rekla, mislim, Uroš, to pa nekaj iz tebe bo, pojd trenirat, pojd pa to trenirat, da ne boš zapravil let ali kaj. Bomo imeli kakšno tako debato verjetno, ja, saj nekaj se spomnim, ampak glej, tako je bilo. Ampak se pravi, ni pa nobeden, ni te pa noben toliko silil ali pa spodbujal, tako da tistih 5 let si vzel. Zakaj si potem recimo leta 2009 pa spet ta žlahtni šport, začel prakticirati? Po mojem, največji razlog je bil to, da sem glih takrat začel Intersport delati, pa poslali septembra mail, okrožnico, če kdo hoče v Ljubljano, na Ljubljanca, se lahko prijavi, ga bomo prijavili pod Intersport oziroma takrat je bilo to pod Mercatorjem. Sem rekel, ajde, pa grem na 10 v Ljubljano, probat, sej, nimaš kaj izgubiti, da vidim, kako je spet malo laufati. Najbolj je bilo pa to, da me je vlekel malo tako, tako malo več prireditev še iti, Ker 2004 nisem laufal v Ljubljani, sem šel sam gledat, sem rekel, dajmo probat. Pa pač laufal naprej. Sicer počas, ker leta 2009 sem odlaufal pač v Ljubljani 10, pa pol leta spet nisem nič laufal, pa sem rekel, bom šel spet v Ljubljano drug let, pa sem malo počas začel. Ta največji klik je bil pa v bistvu to, da sem po 2 letih pol videl, da lahko laufam 42 minut, nič nisem treniral. Šel sem, ne vem, 2-krat okoli Brda v septembru, da sem rekel, da bom vsaj zdržal 10 kilometrov in sem šel v Ljubljano 42, pa še nekaj. Sem rekel, to je pa to, kar pa takrat, ko si malo več naredil, dajmo še probati, pa dajmo malo. In pa naslednjo sem se spet prijavil v Ljubljano, je bilo 40, pa še malo, sem rekel, no, to je to, zdaj pa laufajmo. To si pa rekel, zdaj pa treba iti po 40, zdaj bom pa jaz to. Ja, no, to pa je prva, ja. Saj tle me verjetno pol malo, a veš, malo še tisto porinilo, pa dajmo po 40, saj pa je pa tako šlo naprej. Pa 21, pa uno, pa tretjo, pa... Kdaj si tekel, mislim, pa takrat, ko si takrat še nisi nekih hudih uspehov žel, vendarle, se 40 ko je super rezultat, ampak danes, bom rekel, lahko že vsak to teče, posebej, če ima mlajši, Kdaj si recimo, kateri tekmi si prvič, recimo, dosegel nek uspeh, da si bil na stopničkah, evo, tako rekoč, ti se moraš že malo potruditi. Zdaj smo pa najdem. Vem, da je tega že dolgo, 15 let je dolga doba, ampak ali več, ja. Drugač, mislim, tako ene tekme se spomnim, ker sem bil sicer absolutno četrt. To je bilo 2014, Kamnik, 15. V glavnem, na Primorsko sem šel, bil je en tek v Šmarjah pri Sežani, to je bila ona zadeva gor-dol varianta. Tam sem bil četrt, no to je bil tako tista prvi tak uspeh, da sem rekel, res sem dobro odlaufal, no, lahko sem vesel, ponosen nase. Četrt absolutno, dobil sem še en tak majhen talerček, ko so pač najboljši 4 poklicali gor, Tako da to je bilo tisto prvo tako, da je bilo nekaj, da je nekaj pomenil. Ampak ko si šel pa pol, ne vem, na polovičko v Ljubljano, si jo pa takoj obrnil tam, ne vem, 4 minute na kilometer ali še hitrejši, no, mislim, vsaj tiste cajte, ki so tam zabeleženi, so izjemni, no, za nekoga, ki pač se loteva tega športa malo bolj zares, Če obrneš 10, ne vem, 10, si rekel 40, pa si šel na polovičko, si jo imel pa, ne vem, čez en let pa, ne vem, 1:22. Ja, 2012 sem laufal polovičko v Ljubljani, to je bilo takrat, ko je bil sneg. 1:22 pa še nekaj je bilo, ja. Ampak zato si že malo, tle si pa zdaj že nekaj kilometrov imel v nogah, ali kaj? Že bilo, ja, tle je pa že bilo. Tle je bilo tudi tek v Šenčurju, ki je bil, prstejmu zraven. Krb krompirjev tek, ja, super stvar. Tista je bila ena testna zadeva, in ker sem tudi probal, pa je šlo na 38, pa 39 je šlo na 10, sem rekel, zdaj približno vem, kje sem, pa je tisto Ljubljano oktobra 2021, tako da, ampak je pa že bilo treba nekaj prelaufati, ja. Ampak to si se loteval čisto sam, teh treningov, ali ti je že kakšen malo sugeriral, kaj moraš delati, kakšen tempo, kakšen intervalček, karkoli, to si čisto sam? To sem čisto sam, ja. To sem čisto sam. V bistvu do, ne vem, 2015, 2014 sem takrat malo s Tomažem navezal stike, da mi kakšno stvar malo povedal, kako pa kva, pa kakšno stvar, da prav naredim. Do takrat sem pa, ja, pač sam sem si nekih neplanih, pač malo si pobrskal po spletu, pa pogledal, kva drugi počnejo, pa kva ne bi bilo dobro, pa sprobal. Potečeš polmaraton, pa si naslednje leto rekel, kaj, zdaj boš probal še to izboljšati, ali kako? Ja, itak, najprej bo pač polovičko spraviti pod 1:20, Tam
tam se je začel, pa je spet treba je še stengo višje priti. Tako da sem pa tisto polovičko en cajt lovil pod 1:20, ker se kar ni hotela pojaviti. Bil sem že vmes zelo blizu, pa se mi tako ponesrečilo za 2 sekunde. No, pol naslednje leto je pa ratal v Ljubljani. 1:19. Mislim, pol pa, ko tečeš 1:19, si pa rečeš, okej, to sem naredil, zdaj grem pa probati maraton, ali kaj? Še ne. Ne, nisem maratona, pa ni me vlekel v maraton, ker tudi tako na splošno me v te dolge teke nikoli ni vlekel. Še zdaj mi niso nekaj pri srcu. Ne dolgi ravninski, ne ultre, ne vem, traili, ono, tretjo. Tako da je maraton kar počakal, ja, še. Vmes si se pa še malo mojstril na polovički, ampak mislim, kdaj je kakšna sezona je tudi slaba najbrž, a ne, pa se zaletiš, ke pa ne gre, pa si slabši kot prejšnje leto. Tebi to ni neke volje vzelo, ali pa da bi rekel, sem pa dosegel plafon, 1:19 je moj limit, jaz ne morem več čez to iti, ali kaj? Kaj se je dogajalo? Ne, mislim, tudi bilo je kakšen slab rezultat se najde, ja. Samo mene to me ne podre. Malo se sprašuješ sam sebe, pač kva si narobe naredil. Ampak ja, pač to pregrizeš, pa greš naprej. Vem, da tako slabo pač tudi ne more biti zmeraj, da vseeno, če nekaj vložiš, da glih tako grozno slabo ne more biti, in pol ja, probaš pa praviti naslednjič. Morebiti malo bolj zagrizen še. Okej, si kaj spreminjal pač skozi ta leta, no, razen tega, da si imaš dodajal kilometražo? Koliko si pravzaprav, ne vem, za 1:19, jaz se ne spomnim več, to je že toliko nazaj, 25 let nazaj, ampak vem, da, a ne, takrat, ko smo trenirali za maraton, pa hkrati za polmaraton, to je bilo treba obrniti, ne vem, 80-100 kilometrov na teden, kar nekaj hitrostnih treningov in tako naprej, da prideš pod to mejo. Kaj si ti počenjal, recimo, kaj spomniš, koliko si volumna vložil, kaj si delal? Približno, dobro, zdaj v zadnjih letih še celo največ naredim, takrat za 1:19 nisem kaj posebenega počel, razen to, da sem naredil intervale pa kakšen tempo tek, kilometraža je bila pa, ne vem, 60 do 70 na teden, čisto nič več. Pa še zdaj imam veliko takih tednov, da tudi tečim na 60 na teden. Tudi zdajle je bilo pred Sarajevom, je bilo kar grozno. Ja, okej, ampak to je najbrž neka doza, ki jo pač rabiš za vzdrževanje neke forme, ali kaj? Ja, v bistvu dajva reči, ja, da nekako držim neko formo s to kilometrino, pa v bistvu saj, če narediš tiste stvari, ke je treba, očitno očitno jaz ne rabim pol ne vem kva še pretiravati s kilometri. Okej, za maraton morebiti ja malo več, da zdržim tako, ke je treba, do polovičke pa tudi v bistvu tudi v Ljubljani 1:14 sem odlaufal 60 na teden, da. No, zdaj me zanima, 1:14 si odtekel, ne vem, to je zdaj tako po 2 leti manj, leto pa pol od tega, a ne. Pred tem si tekel že, ne vem, 1:15 pa 1:17. Kaj je bila razlika recimo, a ne? Mislim, to so majhne razlike, a ne. Na koncu koncev iz leta v leto so bili tvoji pogoji, počutje kaj drugega, si kakšne druge spremembe naredil, da pač lahko ta leta primerjaš med sabo, pa si rečeš, okej, kaj je pa zdaj recept, da utečem 1:14 pa mogoče 1:13 in tako naprej, a ne, kaj pa ni? V bistvu kakšnih prav posebnih sprememb ali pa kakšnih razlik od treninga nisem delal. Še največ morebiti to, da sem vključil malo več tempo tekov, ker to mi je pomagalo. To vem, da mi pomaga, pa mi je pomagalo, pa tudi vsem pomaga. Drugega posebenega pa ne. Ostalo sem pa delal in za 1:17 in za 1:14 isto. S tem, da sem tole v Ljubljani pač, ne vem, očitno je bil tudi dober dan, šlo mi je. Začel sem previdno, pol ke se mi je pa odprlo, pol je pa letel, ja, tako da, v bistvu druga polovica krepko hitrejša, na koncu še celo, če se ne motim. Ampak ja, ni bilo pa tako po treningih nič drugače, ke pa za 1:17 ali pa 1:14 isto. Tempo teke si omenil, kaj to pomeni, evo, za tebe tempo tek? Kaj je zate kvaliteten tempo tek, kar razdalja, tempo? Jaz sem največ takole tam 3:45 nekje sem delal tempo teke, ne vem, 10, 12, 14 kilometrov, to mi je dalo ful. To sem pač iz tega sem ven prišel močen, dobiš itak vzdržljivost, a ne. To hitrostno vzdržljivost malo natreniraš in to je to. Dodaš tiste intervalčke, zdaj kakšen let prej mi to tudi mislim, je šlo tako, ke je bilo, ampak ni bilo pa tisto optimalno recimo. Ampak ja, saj to je spet
pri meni tisti, ki imaš en kup še gorskih tikov zraven, pol si pa ves pameten, ko boš po ravnini letu, pa vidiš, da ne gre, a ne. No. Tako da je bolj to bolj tisto pol, ke meni seka noter. No, glede na to, da si kar, a ne, bom rekel, eden boljših rekreativcev ali pa recimo v nekem širšem naboru boljših rekreativcev v Sloveniji, da teče pod 1,15 polovičko tudi ne zmore glih vsak, a ne, pa bi kdo rekel: "Okej, dajmo Uroš še tole malo, dajmo to poriniti v 1,12, dajmo probati na maratonu narediti, ne vem, po 2,40 in tako naprej." Ampak ti si pa vmes še v gorskih tekih, pa ne slab, a ne, ki je pa drugačna disciplina, tule moraš skrajšati korak, tule čisto druga tehnika je, a ne, tudi trening je drugačen. Kje je Uroša Rozmana, razen tega, da živi v Vomu, a ne, pa hodi v hribe, a ne, povlečejo še gorski teki samo po sebi ali kaj posebenega, da te je to povleklo? Jah, gorski so pač samo po sebi, ja, pa narava. V hribih itak uživam. Lepo je gor, pač pa neki čar ima, ke se potrudiš pa daš vse od sebe, da prideš čim hitreje gor. Neki tak, ne vem, kako naj rečem, en tak dober feeling v telesu je, no, ke se skuraš v en breg gor do konca, pa pol pač uživaš na vrh. Tvoji poligoni, trening poligoni za v hrib, okej, Križko si že omenil, kam rineš, no, zdaj poleg Križke še? Saj, največ zdajle Križka. Križka, Dobrča malo, drugače pa Udenbosch nabijam še, Brd itak, a ne, recimo za te ostale teke. Ostalo pa tule na Križku v bistvu vse lahko naredim. Ali na to stran ali pa na našo stran se da vse natrenirati, pa ful je poti, tako da ne rabiš 10 dni, lahko vsak dan drugo tečeš, pa prideš na isto točko na cilj. Je to to. Ti striktno tečeš, nikoli ne uporabljaš palic ali pač? Palc pa po mojem se spotaknem. Enkrat lavfal sem zimsko ligo, se spomnim, enkrat s palcem, pa sem jih na Kališe sem jih polomil, na Krvavec sem jih pa skrivil, tako da. Se pravi, palce no, okej, saj klasični gorski tek tako ali tako pač palce nimajo kaj tam iskati, ampak kakšnih, bom rekel, malo daljših trailih pa morda že pridejo prav ali pač ne, saj ne vem. Mislim, verjetno pride prav, jaz jih pač tudi za letos, ke sem šel na trail, dobro, tulele itak sem rekel, sploh nimam kaj palce imeti, ampak bil je že kakšen težji trail, pa sem rekel, zakaj bi jih s sabo jemal, ke ne vem, kaj naj počnem pol z njimi. Na gor bi se malo pomagal, pol bi pa najbolj, ne vem, da jih pojem, pa ke jih ne morem s sabo nositi. A veš, to si navajen si brez vsega, še na maratonu, ke tiste gele napokaš po žepih noter, mi je tako, moram res, jaz sem najraje nič tako, pač kratke hlače, majica. No, mislim, ti si tak, se pravi, si čisto prvinski naturalec, čim manj minimalist pravzaprav, a ne, je bistvo, ne pa vsa tista navlaka, se pravi, predvidevam, da nimaš s sabo telefona, slušalk, vseh teh, ne. Uro pač, drugega pa ne, a ne. Uro ja, drugega pa ne, ja. Probal sem enkrat imeti muziko v ušesih, ampak sem to tudi po 500 metrih ven pobral, ker enostavno jaz moram sebe slišati, to je ritem dihanja, ne pa muziko, ker tisto me pač toliko me vrže s tira, da na koncu lahko samo zdivjam, pa sem crknem po 2 kilometrih. Ali pa kontra, da se vlečem ke megla tam. Zanimivo, ali te preveč motivira ali te preveč uspava, hočeš reči, in tako naprej, to ti ne ustreza? Ja, ni, enostavno ne. Se čisto zamotam z drugimi stvarmi oziroma pač malo pogledaš levo, desno, kakšno stvar novo vidiš, ke 5krat lavfaš tam, da se je nekaj spremenilo, po možnosti kakšne smreke ni več. Saj tudi takole pol, da ti mine, če se ti že slučajno vleče, pa saj tek se ti ne, no, tako da. Gorski tek, ja, mislim, tam imaš dosti opraviti, ja, si predstavljam, mislim, saj sam vem, jaz ne grem več na Kališče brez palic, priznam, prostodušno, včasih, ko je bil še tek na Kališče dolga leta nazaj, seveda smo vsi brez palic hodili, razen kakšen lisjak, ki je imel kakšne lesene skrite v kakšnem grmovju, zato da je malo pogolfal, pol pa čez kakšen ovink, ampak drugače smo šli brez palic in to je bilo meni čisto naravno, a ne. Danes me ne spraviš več, bom rekel, na Kališče brez palic, ker se mi zdi, da mi toliko pomagajo, da se lahko na njih oprem, pa da si vlečem svoje stare kosti gor, da, a ne, ampak tako da, ne vem, a ne, zraven tebi najbrž ne bi pomagale, razen če bi malo natreniral, ne vem, kakšnemu drugemu pač, kaj pa vem, a ne. Ja, saj, če bi malo natreniral, nekaj se pozna, to je itak. V takih klancih, da se lahko malo pomagaš, je. Samo če nisi navajen, si pa neroden z njimi, no.
siguren. Sem pač parkrat že probal, ja, pa ni. Se pravi, na teh zimskih ligah, če greš, a ne, potem prehitevaš tiste s palcami večkrat, ali kaj, a? Tudi, ja, sej. Če so pri gorskem teku, no, zdaj primorski gorski teki so pač, bom rekel, tvoj domač teren, a ne. Če beremo od Japla kakšne zapise, Rozman, on pravi Rozman iz Krope, a ne, ker je pač tvoj klub iz Krope, a ne, pač ker pač ne zna napisati Vom, zares, ampak ja, a ne, piše in ti si kar, bom rekel, stalnica v tistih njegovih naslovih, njegovih zapisov, zmaguješ po serijskem, serijski zmagovalec si, lanskrat si dobil pokal, večkrat si bil že blizu tega, oziroma ne vem, kolikokrat si ga dobil, no, v glavnem, dol si kuhan in pečen. Zakaj? To, ker je dol pač toliko tekov na razpolago, pa jih drugje ni, ali kakšen drug razlog? Ja, dobro, tudi to je, tekov, predvsem gorskih, je dol kar veliko takih lepih, itak poleg Drušna, pa to smo se najdeli in to me zdaj tako skozi vleče dol. Pač sej tle na Gorenjskem je zdaj takih dobrih tekov gorskih res malo manj, v bistvu tisti najboljši gorski so zdaj res kar vsi dol, kakšni taki polvertikali, vertikali, dobro, imamo tlele še Ratitev zdajle, Porezen je dokaj blizu, ostalo je pa pol tako, bolj malo tukaj okrog posebenega. Je pa predvsem vzdušje tisto, no, ke ga imamo, ko klapa, ko se dobro zastopimo, da to je tisto največ zdaj. Hočeš reči, da zdaj v bistvu to je gorski tekači ste ena taka, bom rekel, druščina, širjena družina, stalni udeleženci teh tekov, a ne, ali kako, ki se že poznate skozi leta? Tlele je itak, ja, tlele je precej takih, ke so stalni, ke pač čez cel let kar precej hodimo, vmes se malo obrne, še kakšen drug pride, drugače pa ja, veliko je pa takih stalnih, no, tako da se kar, se pol to kar ti stiki se kar dobro poznajo, pa zjutraj prideš dol, se fajn pozdraviš tam pol ure najprej, vsakič greš drugemu na kofe. Je tako, zanimivo, no, pa prijetno. Imaš kakšno ljubo ti dirko tam dol, ki ti je posebej všeč, na katero pa res nikoli ne zamudiš, tudi če, a ne? Jah, bile so, 2 sta bile, pa obeh ni več. Ja? Kar povej, ajde. Je malo tako, zdaj imam spet eno, ke mi je všeč, pa upam, da bo še en cajt, no. Saj pa zdaj, na Kucelj, tek na Kucelj oziroma vertikal mu pravijo, ta mi je taka, no, všeč, ke mi je vse od organizacije do proge, trase, do razgleda mi je tako to, tisto, ke pač uživaš pred tekom, med tekom, po teku, vračaš dol. Tehnične strme zadevščine so ti bolj všeč, mogoče ke bolj položne, ali kako? Te strme, tehnične okej, tehnične so mi v redu, ampak najmanj, tako, dajmo reči, da najbolj trpim ali pa največ izgubljam v teh strmih klancih, ja, res strmih, oziroma morebiti tistih, dokler se čisto ne preklopi pol že v hojo, tam sem malo šibek, kar je pa takih res tako, da je to bolj tekaško, mi pa kar laufa, ja. Tisto, ke je res strmo, je tudi kar v redu, no, sicer so drugi precej boljši, ampak okej. Zdaj si del inventarja primorskih gorskih tekov, praktično kamorkoli prideš, si ene sorte favorita, je tako, ne? Ja, zdaj najbrž te tudi ostali. Gledajo. No, tako, z rešpektom, da tudi že drugi gledajo, ali to zate predstavlja pač kot ti to imponira, ti je to všeč, je to mogoče tudi breme kdaj? Mislim, všeč, to je všeč glih ne, ampak jaz rečem, glej, saj tako dober tudi nisem, no, saj pridejo boljši, malo se tako pač probaš malo, nazaj postaviti, da pa predati tisto vlogo še kakšnemu drugemu. Mislim, Ni da mi pa to breme ali pa. No, tako, ja, to ti ni nekaj, kar zdaj pa, če prideš na dirko, pa boš tretji, bo pa konec sveta ali pa kaj takega. Ne, jaz se s tem čisto nič ne obremenjujem, pa se nikoli nisem, pa mislim, da se tudi nikoli ne bom, no. Če pridem z visokimi pričakovanji, pa da pol pridem drugače ven, morebiti si tako, ke prideš skozi cilj malo razočaran, ampak ja, ke veš, da si dal vse od sebe, pač lahko samo zadovoljen, ponosen, to je to. Drugo je, če ti kaj ne gre, da imaš kakšne druge težave, okej, tam si lahko pol malo tečen, pa to, kakor pol doma rečejo, kaj pa si toliko zoprn, veš, ke ni šlo zaradi drugih stvari, ne, da ti ne bi zmogel ali pa karkoli, ampak ja, pač da kaj drugega pride vmes.
kar se pa tudi na tekih lahko zgodi, saj probal, mislim, izkusil sem tudi že marsikaj. No, ajde, povej mi kakšno dogodivščino, ki jo še nisi javno obelodanil, kaj se ti je zgodilo na teku. Si zašel, te je preganjal kakšen pes, maček ali pa medved, kaj je bilo? Enkrat sem že falil, to sem lani, sem suvereno vodil na 5 kilometru na enem trailčku, pa sem šel levo sem šel naravnost, pa sem po kilometru pa pol ugotovil, ko sem prišel sredi enega travenka, pa ograja zaprta, da pač to ni več prav, a ne. Pa sem šel z dolgim nosom na cilj, pobližan sneg, pa je pogrmal, jaz sem lezel. Lani sem pa v Stockholmu na polmaratonu imel tudi prebavne težave, ampak med tekom sem jih nekako zadržal, ampak laufati nisem mogel glih po planu. Ko sem pa prišel skozi cilj, so bili pa Dixi eno uro moji. Si pustil pečat v Stockholmu na Švedskem. No, evo, zdaj, če si že načel, če si že omenil Stockholm, švedsko majico imaš gor, rumena kajpak, Sveden, Sverige, Svenska republika. Od kdaj je Uroš Rozman tak fan te skandinavske države, njih ljudi, nje ljudi in tako naprej, dogodkov? To je tudi že kar dolga zgodba. Malo je povezana z žlahto. Mama ima sestrične na Švedskem pa teto. In z tega ven je malo to prišlo, hkrati pa ja, druga stvar, zime v Skandinaviji, a ne, so še bolj prvinske in ni tako, to pa skupaj povežeš, pa pač ja, se zaljubiš v Švedsko. Nisem se v Norveško, pa v Švedsko. Da, ja. Norveško tudi, Švedsko tudi, to ti vse všeč? Drugače vse všeč, ampak najraje imam pa Švedsko, no. Švedska je pa, ki mi pa najbolj tako, ki se mi nasmeje, ko vidim. Se pravi, si bil tam v vseh letnih časih že, tudi pozimi, si tudi že smučal tam in tako naprej? Smučal glih nisem, sem pa bil bil sem konec januarja v Stockholmu, bil sem pomlad, polet, jesen, imam še kakšen plan tak, da bi šel še kaj proti konec leta gor pogledati kdaj. Tudi enkrat mogoče, gledati sem šel City event, veleslalom paralelno v Stockholmu recimo, no. To je bilo tudi huda izkušnja, ki je s Švedsko povezana, tako da ja. Namenoma si šel v ta event pogledati ali je bilo to v sklopu kakšnega drugega potovanja? Ne, prav namenoma, ja, kupil sem karto, malo sem spraševal, če še kdo gre, noben ni bil prav preveč zainteresiran. Sem rekel, prav, fantje, žal vam bo, jaz grem. Tako da sem se napokal na avion za 4 dni v Stockholm konec januarja. Mraza sicer ni bilo, kakor sem ga hotel imeti, ampak je bilo pa ja, SKP je bilo pa ful dobro. A nisi bil tudi enkrat, se motim, na diamantni oziroma zlati ligi na atletiki, na štadionu v Stockholmu? To sem bil tudi, ja, to sva s Tomažem sva šla takrat, ja, z Zupančičem 2019, je bila tudi huda zadeva. Smo 2 leti nazaj ponovili še v Oslu, ki je bila še bolj nora zadeva. Imam pa karte za letos, za diamantno ligo v Stockholmu, lahko prodam, če kdo hoče. A še kar junija, kdaj je datum? Junija. Pa pride, to je glih tisti vikend je, oziroma to se pravi nedelja, 7. junij, je Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Jaz sem že malo prehiteval zadeve, pa sem kupil karte za diamantno ligo, planirali družinsko goriti, pa sem pa vse skupaj na glavo obrnil, ker sem se prijavil za veteransko na Češkem. Kdaj je veteransko na Češkem? Konec junija. 24. grem gor, to se pravi, 26. 27, 28. junij. Tekme. To je pa v bistvu tle open, ne, tle se lahko vsak prijavil, kot sem se z Boštjanom Škrljem takrat pogovarjal, ponavadi v tej, bom rekel, veteranski reprezentanci tudi ni slabih, no, ste sami pač pripravljeni. Pridejo, ja, sej. Tisti, ki so prištiman, pa da imajo željo itak, da grejo, tako da so kar ja, po mojem. Letos bom pač pogledal, izkusil to z prve vrste, ko to zgleda, kakšni tekači pridejo. No, to bo zanimivo spremljati. Evo, še enega več, za katerega bom lahko spremljal na veteranskem, pa da vidimo, ko se boste vdali. Ampak dajva, moram te vprašati, no, zlata liga, diamantna liga pravzaprav, a ne. Gledamo to po televiziji, izpade, mislim, res noro vzdušje, si predstavljam, ampak kako je pa tam biti, dejansko boš rekel, občutiš več, je ta energija čisto drugačna, a vidiš pravzaprav kaj ali je, daj, razloži mi to izkušnjo, no, res. Meni je bilo to noro, no. Pa tudi vsem ostalim, ko smo šli, to je bilo to. Zdaj, če za Oslo recimo povem, kaj je bila najboljša varianta, sedeli smo tečeno v prvi vrsti, tam, ko je štart za Jurija pa pol.
Pol, ko pride pač Ingebrigtsen gor pa take stvari, ko stadion prvič eksplodira, ti grejo kocine po koncu, ti si tam visiš čez ograjo skoraj, to je noro. Pa ko si predstavljaš tekmo, ko laufajo, ko, ne vem, Ingebrigtsen, ko laufal, Jurija Popov, Varholen, ko je 400 ko laufal, pa ko sta oba dva zmagala, kakšna energija je to na stadionu, to je noro, res, noro. Sicer tek res moraš kar dobro spremljati, ker to itak letijo mimo ke rakete. To komaj dojemaš, kaj se dogaja, ampak vzdušje je pa res noro, noro, noro. In to je itak nabito, to, kakšna kapaciteta, saj ne vem, teh stadionov, to je. Ko poveš, zdaj sploh ne vem, koliko je bilo, koliko nas je bilo, ampak vem, da je bil pač Oslo je bil nabito poln, čisto do konca, to je bilo res, ja. Ne znam ti povedati, koliko dobro je to tako v živo, res ker ta feeling, ta vzdušje, vse to top. Pa še itak, še naši so bili gor, Čeh je takrat metel kladu, še tako fajn smo bili pozicionirani, oziroma imajo oni tako fajn vhod na stadion, da pridejo mimo vsi, da smo vsem mahali, vsem se drli. Anita je laufala takrat tudi, Žan je tempo držal na Jurija Popov, recimo. To je bilo kar res dobro, ja. Premium, mislim, saj težko, pravi, da je že težko do teh kart priti, se moraš kar potruditi, da se zagrebeš, ko se zadeve dajo. Za Oslo vem, da sem jaz to že, te fante sem spraševal, če gremo, ko smo se zmenili, sem jaz to že 8 mesecev, 9 mesecev prej, ko so prišli ven, sem jaz to kupil, da je bilo prva vrsta naša. Drugače pa ful težko, se kar tamle sploh tele hude zadeve se kar prodajajo, ja. Koliko je treba odšteti recimo za eno tako karto, da to spremljaš v živo? Drugače ni bilo drago, Oslo je bil 40 €. To res ni, ja. Tam prva vrsta na Jurija Popov štart. Stockholm je pa tudi od 25 € naprej. Pa imaš pa tudi tam, ke je cilj, je sicer, ne vem, 150. Ampak to ni neki tak velik denar, saj to je manj kot kjerkoli koncert zares pravzaprav, a ne. Ja. Ni nekaj, ja, tako. Se pravi, te mika še kam drugam zdaj, ke si zdaj videl 2 stadiona, mogoče iti v Zürich ali pa ne vem kam še, v Lozano, kje so še te? Malo smo se že izgovarjali, ja. Tako da kakšno varianto bi še šli pogledat. Tudi tamle Italija je dosti blizu s temi diamantnimi ligami. Švica, ne vem, bomo videli. Če drugega ne, pa sigurno spet na sever, to pa sigurno. To se pa že menimo, tako da. Se pravi, Švedska, ti v svojem tudi na dopust si šel še na Švedsko, nisi šel enkrat poleti? Ja. Ja, že večkrat, ja? Že več, po mojem že ene 6-krat. Ampak tam pa ni samo v mestu v Stockholmu, tudi zavandraš višje gor na sever in tako naprej. Ja, jaz sem bil, parkrat sem bil prav v Stockholmu, pa pač tam okoli obrneš veliko stvari lahko, pa tudi, ne vem, tam je ta stockholmski arhipelago, tisti otočki, se greš z ladjo lahko peljati na kakšen otok, ali imaš dneven izlet, ali greš sploh še spat kam na kakšen otok. Dvakrat sem pa tudi, do severa rinil, oziroma enkrat smo šli do Biskota, z avtodomom. To je bilo pa itak pač tisto najbolj uživaško, sever Švedske, zanimive zgodbe, zanimive poznanstva. Malo smo lavfali, malo smo se fajn imeli. Kako so ti všeč Švedi kot ljudje, njihova kultura recimo, ki je vendarle malo drugačna od naše? Ja, mislim, jaz se kar tako dobro se kar že ujamem z njimi, no, tako da očitno sem jih tako dobro že sprejel, da niti ne porajtam, da so kaj dosti, da imajo pač drugačno kulturo ali kakorkoli. Mi pa pač tako Skandinavci na splošno kar ustrezajo, no. Tudi da se tako kar fajn z njimi pogovarjati. Enkrat se spomnim, sem šel za trening od hotela do centra 10 kilometrov, grem laufat, sem rekel, kaj pridem, bom šel na en pirček, posedem dol, tam malo pir naročim, pride en možakar do mene, me nekaj najprej začne po švedski, sem mu rekel sorry, English maybe. Pa začne po angleško, pa mi pravi, je rekel, vidim, da veš, kaj je dobro za po treningu, a ne. Rekel, pir, a ne, pa ga pokažem, pravi, ja. Je rekel, ampak eden, a ne, sem rekel, ja, eden, ja. A boš še enega, pa je še enega prinesel. Vedel je, da pač dobre stvari. Pa sva še malo poklepetala pa podebatirala. No, na koncu sva prišla do tega, da tudi on ful veliko lavfa, recimo, a ne, tako da glej, je kar, ja. Tek združuje, praviš, tudi na Švedskem, pa Ja. še kakšno pivo ti prinese, a ne, ki tam ni glih najcenejše. Tam na polovički si rekel, da si tekel, to je ta septembrska izvedba, ali kako? Konec avgusta je bila lani, ja. Malo so jo premaknili, malo je prej zdaj, ke je bilo včasih. To sem lavfal, ja. Maraton moram pa še iti gor. Se tle to ti ne gine, jaz sem tudi lavfal polovičko mimogrede gor septembra par let
mislim, da 4 leta nazaj. Presenetilo me je, kako so speljali tisto traso, da praktično razen pač tisti ta prvi del čez most, pa malo gor v tisti del mesta, vse ostalo, promet ni bil, čez parke smo šli, po enih potkah smo šli, 10 000 ljudi so nas spravili čez mesto, tako da praktično sobotni promet je lavfal nemoteno, no, to mi je bilo kar fascinantno. Organizacija tudi ad hoc. Na trenutek se mi je zdelo, ke da sem na Jurjevem smenu v Gorjah, a ne, par let so postavili številke, so dejali, ampak vse je štimalo, no, tako hočem reči, kljub temu, da je bilo zelo preprosto videti na prvi pogled, je vse štimalo in mi je bilo zelo simpatično, no, včasih pri nas, pri kakšni stvari se mi zdi preveč kompliciramo, pri njih se mi ni zdelo, da bi, a ne, bili. Ja, kakšno stvar malo tako naredijo bolj enostavna pa simpel, pa pač se izkaže, da je to čisto v redu, ja. To oni kar znajo. Tako da, mislim, meni je bilo simpatično in maraton po drugi strani, takrat so temperature avgusta, septembra so vseeno bile malo nižje. Maraton je pa zmeraj konec maja, začetek junija in to opoldne, a ne, ko zna Ja. fajn zakuriti, no, tako to. To kar zna biti gor vroče, ja. Tudi to sem že izkusil na Švedskem, na pol maratona. Je kar tako, ja, niso glih najbolj prijetni pogoji za maraton tamle konec maja, junija. Tako pač z vremenom, saj. Zakaj misliš, da imajo pač to tradicijo, da maraton organizirajo v toplem delu leta, zato ker jim je všeč toplota, ker je pozimi toliko mraz, ali kaj? Enkrat sem že bral, sem bral te stvari, pač tudi ta ura njihova mi ni všeč ob enih ali pa 3, a ne. To mi je bilo letos sploh najbolj mučno. Ležal sem tam v sobi, pa malo sem se sprehajal levo, desno, ker sem bil itak ves živčen, kdaj bom šel na štart. Enkrat sem bral, samo se zdaj res ne spomnim teh stvari, no, kaj je pisalo nekaj od tega. Lahko bi imeli to, ja, kaj kasneje ali pa malo prej v letu, ja, bo bolj, vsaj za nas. Za tiste, ki nismo navajeni vročine. Ja, ampak oni to tradicijo furajo že dolga leta. Vem, da so imeli tudi vročinski val pa vse, pa jih pač to ne premakne, a ne. Imajo maraton, takrat je, tisti olimpijski štadion tam je in to morajo oni izkoristiti in to bo zmeraj. Itak razprodajajo te zadevščine, to je velika reč. Tako da ja, zdaj ne vem, kdaj bo šel, ampak enkrat ga boš mogel odlaufati, no, vsaj. Ja, saj po mojem zdajle 2, 3 leta kar zna biti, no. Ker mislim, jaz vem, da sem mogoče tudi letos, ne vem, na športklubu pokomentiral to reč, a ne, vem, lani sem jo spremljal. Je bilo kar zanimivo, no, ker se tudi večkrat srečaš, recimo, Ja, če za počasnejšega tekača, zanimivo, pa tudi za hitrejšega, da vidiš ljudi. Po drugi Ja. strani pa tudi ni najlažje, saj Stockholm to lahko sam najbrž poveš, ni Ja, predvsem. ni, ja. Je kar razgibana zadeva, saj ta maraton, zdaj sem sicer videl, da so po mojem še malo spremenili traso, zdaj je še malo bolj taka, malo še bolj čudna. Precej gre tam po Djurgårdenu, ja, po tistem parku, čez tiste klančke, pa še malo makadama imaš vmes, če se ne motim tam, mostovi gor dol, ja, vse je ful razgiban. Po mojem kar nabere še na višincev, tako da ni lahko še temperatura poj, da se bo kar malo posebej pripraviti na tega, ne. Ampak ja, ta ti ne uide, no, ta ti sigurno ne uide. Uroš, bi recimo lahko živel na Švedskem, v Stockholmu ali pa kje drugje, bi? Ja. Tudi to sem že razmišljal, malo tako, da morebiti enkrat pač šel gor, a ne, ampak ja, to je zdaj že nekaj cajta nazaj. Bi bilo kar zanimivo, no, vse pa čisto predstavljam, ja. Čeprav se po mojem bolj še višje severno, ke pa v Stockholmu, no. Čeprav imam v Stockholmu ta malem v prstu, bolj ga poznam po mojem ke Ljubljano. Vem točno vse stvari, tako da še lahko še kateremu povem, kam mora iti, če je prvič gor. To, evo, vidiš, evo, zdaj ste slišali. Evo, kdor bo šel v Stockholm, ne samo na maraton, tudi tako, Uroš Rozman je pravi naslov za vas, da vam pove kakšne dobre fore, trike pa, ja. Ja, to je že skoraj ono, veš, me lahko en pokliče pa vpraša: zdaj sem tulele, daj mi povej, kako naj pridem do kaj." Bom mu povedal po mojem na pamet. Mislim, evo, poznavalec Stockholma, to je dobro vedeti, no. To je dobro vedeti, ker ja, jaz sem tudi še kdaj jaz sem vse pozabil, 2 stvari sem si mogoče zapomnil in ja. Mi je bilo kar simpatično, no, mesto, tako zanimiv talilni lonec tudi vsega tega, no, od Severne Benetke, sicer pravijo temu se, če je lepo vreme, najbrž lepo, pozimi zna biti tudi malo kislo, ampak Ja. ti praviš, da je prestolnica, ki ti je blizu, Ja. bolj kot Ljubljana. Evo. Zdaj, popotniki ste vsi v vaši familiji tudi maratonske destinacije obiskujete. Vem, da ste bili, ne vem, no, evo, se te moram vprašati, a ne, tudi takole, če ne drugače, letos potujemo v Bukarešto, maraton oktobra, vi ste bili tam par let nazaj, je tako? Ja. 17, ja. Kako se ti je zdelo dol v Romuniji, a? Je zanimivo.
Najprej smo bili 1 let prej smo bili v Sofiji, pol smo bili v Bolgariji. Mhm. Je bila že tako malo pač Bolgarija kot Bolgarija, a ne, pol smo šli v Romunijo, to je bila kar velika razlika. Tule mi je bilo v bistvu tako, tamle Sofija mi je bila ke Las Vegas za Bukarešto. Ja, a res? Mislim, povej, zakaj? Ja? Mislim, predvsem je bilo v Romuniji je bilo takrat res tako, si dobil, mislim, je bil res občutek, da moraš kar precej paziti na stvari in nase in na vse, da te na vsako stvar lahko malo okoli obrnejo. Okej. Pa precej je bilo tako malo po teh standardih njihovih, ke so, a ne, da se malo tako izraziva. Tudi mi smo imeli eno tako izkušnjo s taksijem, da nas je na dan maratona vozil okoli, pa se delal, da ne ve, da je maraton. Tako da smo pa tudi malo več plačali. Bilo je pa drugače tako, pa je bilo pa zanimivo, no. Izkušnja je bila pač čisto dobra na koncu. Imeli smo se tudi fletno, jedli smo dobro, smo pač malo bili pojesti ven, lavfali smo tudi dobro, tako da je bilo vse. Sem pa videl, ja, da greste, tako da ja. Ja, no, jaz sem videl, da si bil ti tam, sem rekel, za kakšen nasvet te bomo sigurno vprašali, zdaj nekaj si že povedal, evo, saj, sprašujem tudi druge, ki so bili že tam. Zanimivo, da sta pač sosednji državi z glavnimi mesti na isti dan, maratonsko, a ne, že dolga leta, a ne, pozicionirani, tako da moraš izbrati eno ali pa drugo. Mislim, da imajo ali če nimajo celo istega sponzorja ali pa podobnega, ali pa so ga imeli, no. Ja, nekaj je bilo, zato ker se spomnim, da v Sofiji sem mislim, da dobil, vavčer 20 Za evrov mizer. za ja, ke sem pol naslednje leto v Romuniji koristil. Pol si ga tam dobil, si ga pa pol za Skopje koristil, ali kako je bilo, ja, saj tam skorajda, no. Ja, samo tja pa pol nismo šla. Skopje, mislim, v Skopju, se pravi, dol še nisi bil v Skopju ali pač? Skopju še nisem bil, ja. To te še čaka, pride. to te še Ja. čaka. Pa Podgorica, pa Zagreb, pa. Ampak si pa, a ne, polovičke si pa bil v Valenciji, recimo, si bil na polovički, to sem videl, da Ja, si bil, a ne. Pa v Lizboni tudi si bil, a ne. Tako da, Saj Lizbona, Valencia, to so bile zdaj, ja. Pa Tallinn je bil, pa Göteborg je bil. no, imaš kar nekaj pač teh evropskih skalpov, pa. Ja, nekaj smo obletali, ja. Na Malti smo bili tudi. Malta je bila, Malta ni bila prva je bila s tabo. To sem bil v Amsterdam. Davnega leta. Ja, z avtobusom smo še šli. Ja, to so bili dobri stari študentski časi, v narekovajih, skorajda, ja. Ja. Takrat sem začel po tujini hoditi, no. To je Takrat- bilo. Pa tu pa kar, ja, nekaj smo predelali, nekaj pa še bomo. Zdaj, če si bil v Lizboni pa Valenciji, pa če hočeš iti v Berlin, boš zdaj pol tudi super halfe pač zbral, ali kako, to tudi najbrž veš. To je bila zgodba, ja, to, ko smo šli v Lizbono, se je pol začel, oziroma v Lizbono bi mogel že prvič iti 2020, pa je pol korona vse skupaj prestavila, pa sem premaknil v 2022 vse skupaj, in pol se je to super half se je začelo, tako da smo to zagrabili. Pa smo šli v Valencijo, letos gremo v Kopenhagen. Kjer je svetovno prvenstvo v polovički. Ja. Mislim, noro. No, evo, v Kopenhavnu se bomo tudi videli, ja. Mi potujemo tisti konec, ja, no, zaradi svetovnega prvenstva pač, a ne, sem rekel, drugače ne bom v svetovnem prvenstvu, ker svetovno prvenstvo v pitju piva ne obstaja, ali pa če obstaja, se nisem konkurenčen kljub vsemu, a ne, v čem drugem tudi ne, v laufanju pa evo, je to šansa, da smo pač zraven. Ja. Pravijo, v Kopenhavnu hvalijo vsi po vrsti, no, da je izjemno mesto, tudi izjemen tek, da se odlaufati zelo hitro. Kaj, se boš tam pripravil za 1:12 ali kaj? Ja, probal bom čim bolj. Zdaj, v cajtah nam govoril, čeprav ja, da bi se spustil še za kakšno minutko dol, bilo dobro, no. Sem pa rekel, da bom poleti začel pač prav priprave za polovičko, da bom dal malo ostalo na stran, da se probam pripraviti, ker trasa je idealna, zdaj, če bo še vreme optimalen, pa je sploh, pa moraš biti sam še pripravljen, pa. Ja, druga polovica septembra, recimo, da obeta, pa vsaj do zdaj, kar sem gledal. Mislim, da a ni še celo, a je v Kopenhavnu Ingebrigtsen tekel svoj prvi polmaraton, ker je pač na pol hodil, no, pa šel samo 1:04, ali koliko je šel. Ja. Ja, no, recimo tudi zaradi tega, no, je pač, mislim, da je imel celo svetovni rekord enkrat, oziroma tam se teče krepko pod 1 uro, no, tako da, ja, tako da, ja, evo, Kopenhavn, pa še ena od skandinavskih držav.
vrhunsko. Evo, Ja. še Enkrat sem šel že mimo. zdaj boš pa to odlaufal, pol naslednje leto odlaufaš Berlin, pol ti ostane še Cardiff, Praga, no, ampak glej, same lepe destinacije, da še ta Super Halfs odneseš, Ja. pokal, mislim, kam daješ pa vse te, okej, a imaš preštete zmage, to sem že marsikoga serijskih zmagovalcev vprašal, pa marsikdo ne ve, a ti veš, kolikokrat si zmagal v svoji karieri? Ne, to nimam glih kakšne točne cifre. Ne sem enkrat malo beležil, pa predvsem sem primorski pokal beležil, da sem si malo delal sam tudi tiste listke sem izgubil, ne vem, kam sem vtaknil. Nekaj se je nabral, ja. Imam pa vsak let jih malo po škatlah pakiram, tekoče malo postavim na police doma, da se malo nagledam kaj takega, da kaj pomeni. Ti za tabo, kam imaš tamle za tabo, to je tekoče leto pol, ali kako? Ali pa Dan pol letos, ja, poletelo zadaj. ostalo je pa deponirano v škatlah, praviš? Ja, zdaj glih nimam toliko placa, tako da imam po škatlah, ja. Če bo kakšna športna soba, so jo ta pomembni malo postavili ven. Mislim, to boš lahko zdaj naredil skoraj, mislim, ja, jasno, da boš mogel narediti pač svojo tekaško spominsko sobo, kjer boš to naložil, no, če že, ne vem, a boš se preselil v hišo, boš zgradil kaj takega, imaš take plane najbrž, ne? Ja, nekaj takega v planu, ja, tako da se No, dela mislim, na tem. Ja, no, pa ti 10 kvadratov moraš riskirati pač za vse tvoje, svoje železje, pa za svoje obeske, pa mislim, da boš končno lahko preštel, kaj sploh imaš, ne. Da se boš spomnil. Zdaj, okej, ja, saj tečemo, rekreativci, včasih se pogovarjamo, kaj ti ostane, razen spominov, ti skozi pleha, marsikomu ta medalja veliko pomeni, je tudi privlačna mislim, kaj tebi pomenijo vsi te zmage, pokali, najbrž te pač malo navdihujejo, da počneš to še naprej. Mislim, navdihujejo te, v bistvu to te navdihuje najbolj kakšen dober rezultat. Zdaj pokali pač, vse na koncu že itak, pol če se jih več nabere, že ne gledaš več tako na to, kaj sem dobil. Kakšen ima sicer svojo zgodbo ali pa svojo pomembnost, drugače pa ja, bolj tisto rezultati nekaj dajo, da pač pelješ to naprej, saj. Malo motivacije, če morebiti kdaj kaj izgine, no. Si najboljši tekač v Intersportu, v firmi, kjer delaš že več kot 15 let. Vmes sem bil, zdaj nisem več. Kdo je hitrejši od tebe? Zdaj imamo Roka v Intersportu. A Puharja ste povlekli noter, ali kako? Ja, on je pri nas zdaj, ja. Zdaj te izrinil pač iz prestola najboljšega Intersportovca, Vem, da je bila enkrat ena nagradna igra na Facebooku, kjer so ljudje ugibali tvoj čas na maratonu, ko v čem zdaj tečeš? Takrat vem, da si Nike'ice, da si Vaporflyke, ali kako si probaval, v čem pa zdaj Ja, tečeš? Alphaflyke so bile takrat, ja. Alphaflyke, ja, tako. Drugače mi najbolj mi ustreza Asics, no. To imam tako največ na nog, pa tudi za maratone imam te Metaspeed, ostalo pa kakor je, saj. Nekaj takega, da mi sede na nogo, da se noga dobro počuti, to mi je tisto najbolj, pa tudi če ne vem, kako piše gor. Karbon oziroma to blaženje, sodobna tehnologija, je razlika, no? Ti najbrž lahko potrdiš. Mislim, te pene so, ja, zdaj moraš pa še zmeraj imeti nogo, da gre, če ne, ni nič. Jaz sem lavfal navaden mu pa s karbonom isti cajt polovičko recimo, tako da če nisi prištiman, saj glih, kva imaš. Da si me potolažil, evo. Ker sem toliko škrt, da nočem dati denarja za nobene karbon, ker vem, da mi ne bi pomagale, ker sem tako ali tako počasen, no, zdaj pa če že tebi ni toliko pomagalo, pol sem še bolj pomirjen. Jaz res ne rabim, no, zdaj, familija Rozman je cela športna, tudi, okej, fotra so obdelala, teče že, skoraj toliko, kar si ti star, mati tudi teče, kaj ne? Ja. Je začela kasneje, je začela zaradi očeta, zaradi tebe, sama od sebe? Ne, pol kasneje, ja. Še po mojem malo kasneje, ke sem jaz prvič. Ampak ja, po mojem je počasi malo potegnilo pa malo probati, pa je kar šlo. Tako da tudi zdaj kar že dolgo lavfa, ja. Mislim, saj to je fajn, v bistvu, no, še bolj, tvoje dekle, tvoja partnerka, Manca je tudi izjemna, pobira tudi medalje, tako kot ti, pa pokale, a je res? Dobro, nekaj pobere, ja, tako da gre kar za mano, ja. Mislim, se je navdušila zaradi tebe, je tudi že prej tekla? Ne, že prej. Je že prej tekla, tako da ni bilo treba kaj preveč spodbujati, pač svoje želje v poteku je imela že prej.
in jih ima zdaj, tako da jaz zdaj sam lahko kaj svetujem, kaj pomagam, grem kaj skupaj plavati. No, včasih se mi na Stravi kaj pripelje, da vidim, da gresta tamle okrog tle od Kranja proti Naklu ali pa tam gor, kje skupaj lavfati. Najbrž kvalitetno preživeti čas, ali tam ti tempo držiš, da ona trpi, ali gresta pogovorni tempo, kako to izgleda? Čisto odvisen. Zdaj, če so plani kakšni intervali ali kaj daljšega takega intervalnega, pač vsak v svojem tempu, pa se na koncu prav to dobeva, da greva dam. Če je kaj v easy, pač greva oba relativno v easy, tako da je obema v easy. Če pa rab kdaj kakšen tempo, ja, pa pač se grem pa še malo zajca. Se spomnim, da sem včasih kar parkrat malo tamle po Šenčurskem maju teral za kakšne cilje pod 50 na 10, pa takle. Se spomnim, da sva se preganjala. Mislim, najboljšega, ke imeti Uroša Rozmana pri bajti, da ne rabiš trenerja, pa ne samo rečeš mu, danes imaš ti lahko malo počasnejši tek, pa greva 4,50 na kilometer, bravo. Mislim, najbrž je saj fajn, no, cela familija lavfa, mislim, to vas združuje, to je sigurno, mislim, en z drugim seveda ne tekmujete, ampak imate pa potem zelo enostavno, ne vem, ke se usedete na južino dol, debato, kam boste pa zdaj skupaj šli lavfat, recimo, a ne, pa To potovati. hitro naredi, ja, to je hitro kakšna taka debata. Pa tudi velikokrat imamo, saj zdaj smo se iz Sarajeva dan peljali, smo tudi že razmišljali, kam bi kaj šli. Pa še domov nismo prišli, pa smo že rekli, pojdimo v Beograd drug let, a ne. Rešeno. Ja, to se kar, ja. Največkrat pa tako, ke nekam greš, a ne, itak. Pol si itak poln vtisov, ko je bilo dobro, kam bi šel pa naslednjič, pol je hitro kaj najdeš, sicer kdaj tudi malo prehitro, ke pol pač to malo skupaj skombiniraš. Rabim tolikle dopusta, rabim tolikle denarja, rabim tolikle frajbit, pol moraš malo rezati kakšne stvari kdaj, ja. Ampak je pa fajn planirati, a ni fajn, mislim. Planirati je pa zakon, ja. Jaz imam toliko splaniran, da mogu še 200 let živeti. To je dobro, to mislim, če te kaj dvigne zjutraj s postelje, pa to, da lahko enovga splaniraš. Uroš, daj mi za konec mi še povej, v katerem Intersportu si zdaj ti stacioniran, kje te najine poslušalke in gledalci lahko dobijo, da jim kaj svetuješ, vendarle si strokovnjak na tem področju. Kaj je tvoja specialnost, kateri športi, kar vsi ali? Mislim, približno vsi, ja. Drugače pa saj čevljev itak kakor toliko obvladam, kolesa tudi, smuče tudi, pohodništvo tudi, pa se pa že kaj najde. Se pravi, če k tebi izvoli, zaključi misel, prosim. Drugače pa ja, zdajle sem v Kranj, tako da. V Kranju, ja, na otoku, še kar. Prav, v Kranju Intersportu Uroš Rozman zna svetovati recimo kakšnemu frišenemu ali pa tudi, bom rekel, izkušenemu tekaču, mu boš znal svetovati, katere copatke naj si izbere za trail ali pa za cesto, kaj za maraton vzeti, kjer mogoče ruzak za kakšno daljšo preizkušnjo, take stvari, to ga boš ti opremil od glave do pete, ja. Zrihtamo, glej, saj zato smo tam, a ni. Pride veliko tekačev recimo tudi v tvojo trgovino, tudi morda zaradi tebe ali pa čisto tako, no, pa pol kakšno. Zdaj zaradi mene, ne vem, noben mi še ni rekel, razen če kdo kaj pač ekstra želi, ali pa kakšne superge kje dobiti, ke jih pač, ne vem, v naši trgovini nima, ali pa kdaj jih tam kje nima, pa lahko izrihtaš, to se najdejo, ja. Drugače pa ne, pridejo drugače, ja. Pridejo tekača tudi naokoli, ja. Saj nekaj stvari imamo, no, tako da. A pa recimo, ke pride kakšen tekač, zdaj pa te ne pozna, ne, kakšen novinec, a ne, te kdaj kdo vpraša: "Gospod prodajalec, a vi pa tudi mogoče lavfate, mogoče veste, kako pa to poteka?" Pa mu ti rečeš: "Ja, ni problema, mislim, koliko rabiš, 1,14 polovičko, lahko ti vse povem." Ne, saj kdaj se najde kakšen, ke te tako, ja, pa vi tudi tečete, da veste to, kako pač kaj kakšen čevelj, ke ja, tudi lavfam. Malo lavfam. Kdaj je treba kakšnemu tudi morebiti kaj reči, da ja, saj jaz pa dobro lavfam, da pol počasi malo stopi dol, pa da kakšno stvar pametno vzame, ne da pride tako v glavo, ke da je zdaj najbolj pameten. Imaš vse sorte, ja.
Moram svetovati, bom rekel, vašemu marketingu, da naredijo en malo večji plakat, pa ga obesijo tam, pa napišejo gor Uroš Rozman, odličen maratonec, polmaratonec, zmagovalec pokala gorskih tekov na Primorskem in tako naprej, da bojo ljudje malo vedeli, kam sploh grejo, ne. Škoda bi bilo, da se tak pisar pač, ne izpostavi. No, veš, če bi delal kje v Ameriki, bi sigurno iz tebe delali kaj takega, no, bom rekel, maskoto ali pa ambasadorja. Ja, lej, možno, ja. Možno. Mislim, posebej zdaj, ke ti gre forma navzgor, ker najboljši rezultati šele pridejo. Uroš Rozman, glej, urico pa pol debatirava, takole gre, pa pijeva vodo, sva prej ugotavljali, ne pivo, Kaj šele, če bi pivo, Bog pomagaj, no, ampak glej, ti za konec, ti bom zaželel eno odlično sezono, no, zdaj vedel sem, da te moram letos poklicati, še eno stvar morda narediva, reklamo, no. Na začetku sem rekel, Ja. v tvojem klubu, ki ga vodi Tomaž Zupančič, Ado Olimpik, že nekaj let, ti si tam pač, rekel, zdaj že kar tistih članov, ki je že tam dolga leta, si že ene vrste starosta, pomočnik trenerja, kako bi temu rekel, svetovalec. Ja. Vsaj tako je napisano na spletni strani, no. Ja, ne, tudi ene tečaje sem delal za voditelje pač teh rekreacij, športov in take stvari, tako da ja, ena pomoč, ja. Pa itak saj skupaj pač probamo te stvari peljati, malo klub, malo tek, ke pride zdajle v maju. Dajva, povejva, ta tek, na katerega se mi zmeraj kaj drugega nalep, enkrat sem šel tako v drugem terminu tam gor in sem rekel, tule bi bilo fajn odlaufati se 2 kilometra na Stari Ljubelj. Kdaj je ta tek, mi povej, da še povabiva ljudi. To ima naslednji vikend, prav pride nedelja 17. Se pravi, v soboto se gre v Radence, v nedeljo prideš pa gor. V Radence, ja, pa kakšni bi šli na KBK recimo. Recimo na trail, ja. Semle, ja. Ne, pletna zadevca, 2 kilometrčka, 300 višincev do Koče, taka šus zadeva, spucaš ventile, spucaš tisto, kar ti ostane noter. Vsak let je boljše vzdušje, delamo vsak let tudi na boljšem vzdušju, no. Letos imajo še otroci pokalno tekmo, ta mlajši oziroma ta mali, tako da tudi upam, da še več otrok ke lani, ke jih je bilo že lani veliko, tako da to je tudi ena stvar, ke nas ful veseli, no, da otroci pridejo, da je res veliko otrok. Vabljeni pa vsi ostali tudi, ja, na ta Stara Ljubelj, pletem bo, fajn se bomo imeli. Nedelja 17. maj, to je to. Kakšen je tvoj najboljši čas, tam gor? Dobrih 12 minut, in bo moj najboljši, no. Ni pa to po mojem ni limitno, tako da verjetno bi se dal še malo boljše. Je to tudi rekord proge ali je to hujše? Je rekord, za rekord imamo pa Bečana. Aha, Timotej pride tudi? Ja, je prišel. Ja, on je bil zdajle kar par let, 2 leti je bil tukaj, tako ima pa, koliko ima, 10,58, nekaj takega, noro v glavnem. Za 2 kilometra v klanec je to izjemno. No, zdaj pa, spoštovane, 17. maja pridite na Staro Ljubelj oziroma gor pojdite do starega kompasa, pred tunelom, tam se parkira. Tam je na točka za prijave, tudi predprijave še laufajo, pridite pa to, pa bomo uživali skupaj. Pa da vidimo, kdor pride gor pod 15, ja, naj se mi javi, ja. Bom dal, ko se vidimo za kakšen piršek, ja, v slovenskih cenah. Uroš, super je bilo tole, lepo sem preživela večer, sam še čisto zadnje vprašanje, si danes že tekel? Majhno, nič posebenega, no. Bom pogledal na Stravo, nalašč nisem te to lahko vprašal. Hvala ti, res je bilo super, pozdravljam tebe, celo familijo, sicer se pa vidi na terenu letos, tako. Fajn bod, maj se, čau. Srečno, čau.